Pozdravljeni vsi skupaj, drage dijakinje in dragi dijaki, še na naši zadnji, tokrat primerjalni okrogli mizi, kjer se bomo dotaknili prav vseh 4 maturitetnih dram, ki jih morate poznati za letošnji maturitetni esej. Torej, z nami so Luka Urbanč iz gimnazije Ledina, Hanna Brili iz gimnazije Bežigrad ter Lara Mavrič iz Prve gimnazije Maribor in seveda naša inštruktorica Lučka Stopinšek. Tako da zdaj pa, Lučka, izvoli, kar tebi predajam besedo. Tako, torej danes se bomo v bistvu mi štirje pogovarjali o sami primerjavi, podobnostih in pa razlikah vseh 4 maturitetnih dram. In preden začnemo, bi najprej bom povabila vsakega posebej k besedi, da nam predstavi neke temeljne značilnosti vsake drame, da v bistvu pred samim začetkom primerjave oziroma pogovora o vseh 4 dramah skupaj še enkrat ponovimo res tiste najbolj pomembne torej značilnosti vsake drame posebej. Pa bi Lara, kar midve začele z Sofoklejevo Antigono. Hvala. Pri Antigoni mislim, da je pomembno, vsaj pri Sofoklejevi, da vsaj malo poznamo osnovo in sestavo grške tragedije. Razen tega pa potem tudi je priporočljivo, da vemo vsaj malo tudi o tem tebanskem mitu, torej iz katere potem izhaja Antigona, drugače pa preprosto, da se poskušamo čim bolj, ko beremo seveda, jo čim bolj razumeti in predstavljati, ko da se dobesedno dogaja pred nami. Ok, hvala Lara. Sedaj bi Luka tebe prosila, da nam nekako poveš nekaj značilnosti o Ibsenovi drami, o Ibsenovi Nori. Ja, torej meni se zdi pomembno predvsem, da se razume čas nastanka in okolje, v katerem ženske živijo v tistem času, katere funkcije so imele, kaj je bilo značilno za njih, kaj je bilo što z žensk, ne, v osnovi. Potem zdi se mi pomembno njeno končno dejanje, to, da je ona šla z otroki, ne, kako je ona v bistvu postavila sebe na prvo mesto, kljub temu, da pač mama ne bi skrbela za otroke, pa se je ona odločila, da ona ni sposobna skrbeti za svoje otroke, da bo pač najprej šla sebe zrihtati in da bo potem popeljala še ostale reči. Zdi se mi pomembno tudi, kako družba gleda na celoten problem v Nori, ne? V bistvu ima nekaj pomoči, ima pa tudi, se mi zdi, da pač so tudi kakšni ljudje, ki se ne bi strinjali s tem, kar je ona naredila, no? Ampak v osnovi mislim, da je predvsem to, no? Osvobajanje žensk izpod moške oblasti, bomo rekli. Emancipacija se to reče z To, eno. evo. Točno to. Emancipacijo spremljamo v Ibsenovi Nori, res je. Hanna, kaj bi nam pa ti povedala o Grumovem dogodku v mestu Bogi? Tiste neke značilnosti ali pa kaj se je tebi zdelo najpomembneje? Torej, to je drama absurda in ekspresionistična drama, ni neke glavne vloge, ampak se vse nekako vrti okoli Hane in njene zgodbe. Gre pa torej glaven motiv to, kako naj se prebivalci tega mesta osvobodijo te enoličnosti in rutine, v kateri živijo. Res je, torej tudi zdaj že vidimo to rdečo nit, o kateri se bomo kasneje pogovarjali. Povsod so neke ženske vloge, ki nam nekako nakazujejo jaz rekla, kar družbeni problem, ne samo problem žensk. In pa Luka, dajva za na konec povedati še Smoletovo Antigono. Ja, torej, preden lahko razumeš Smoletovo Antigono, moraš seveda najprej poznati original Sofoklejevo Antigono in posledično pač tudi mit o tebanski kraljevi družini, kaj se tam dogaja, bla. Potem treba razumeti spet čas nastanka. To ni zdaj 2000-3000 let nazaj, to je 60-70 let nazaj. Družba, v kateri je avtor živel, torej pač takratna Jugoslavija, kakšen sistem je takrat vladal,
tako naprej. Potem pomembno je tudi to, da kljub temu, da snov za zgodbo sicer ista, ampak razlike v bistvu so skoraj vse povsod. Ena taka razlika je tudi recimo konec, ki je v bistvu srečen, ker pač nadaljuje Antigonino poslanstvo, iskanja in tako naprej. Poleg tega pa se mi zdi, da v bistvu je fajn to dramo malo večkrat prebrati, ker prvič ne klikne čist. In je to. Jaz mislim, da je to. Aha, tu smo končali, sem mislila, da bo nadaljevalo. Ne, to je to. Malo večkrat prebrati, ker mi je enostavno delo. Jaz se popolnoma strinjam. Mislim, da tudi v okrogli mizi, ko sva govorila torej o Smoletovi Antigoni, sva izpostavila to. Dajmo večkrat prebrati, ker mogoče, ko prvič preberemo, ni najbolj jasno, kaj se dogaja. Jaz bi se strinjala z vsem, kar so naši dijaki povedali, in bi torej hkrati dodala še to, da torej, če se zdaj osredotočimo samo na teme ali pa na motive vseh 4 dram, v bistvu hitro ugotovimo, da je, tako kot sem prej omenila, v bistvu vsem 4 skupna ta neka, bi jaz rekla, problematika širše družbe, problematika ženskega lika, torej ženske v širši družbi. Zanimivo je tudi to, da v bistvu skozi vse 4 drame spoznamo različne čase. V bistvu nobena od teh dram ni nastala, bi jaz rekla, v istem času. Najbližje sta nekako dogodek v mestu Gogi in pa Smoletova Antigona, pa še ti dve v bistvu prikazujeta nekako čisto različne teme, tako da ne moremo niti reči, da se torej zunanje dogajanje v obeh enako prikazuje skozi torej samo dramo. Smoletovi Antigoni bolj kot v dogodku v mestu Gogi, bi jaz rekla. Ampak torej štric z letošnjim naslovom pa torej nekako spoznamo oziroma opažamo položaj ženske v svetu moških. Torej v vseh 4 dramah spoznamo žensko vlogo, ki nekako, bi jaz rekla, išče svoj prostor v moškem svetu, si nekako sama sebi išče pot, išče način, kako bo preživela, kako bo obstala v svetu, torej v vseh 4 svetovih, ki mu vladajo moški, in kako bo nekako to, bi jaz rekla, ne prebolela, ampak kako bo preživela. Pa bi kar ob tej temi sedaj povabila vas 3, da mogoče komentirate. Mogoče, Hana, če vprašam tebe, ti si omenila, torej v dogodku v mestu Gogi nimamo neke glavne osebe, ampak vseeno spoznamo Hanino zgodbo. Mogoče, če nam jo malo predstaviš, pa nam poveš na kratko čisto, kakšno pot ona v bistvu išče, kaj je njena pot, kaj je v bistvu celoten smisel Hane v dogodku v mestu Gogi. Torej, Hana v mestu Gogi je bila spolno zlorabljena s strani očetovega delavca pri 13 letih in posledice tega se ji potem vlekle skozi celo življenje. Ni mogla zgraditi nekih bolj konkretnih odnosov, tudi ko se je odselila. Šele potem, ko se je vrnila torej v samo mesto in se spoprijela s tem, nekako simbolično oziroma tudi zares ubila Preliha in s tem tudi svojo travmo, je lahko šele zaživela naprej. Je bilo pa to njeno trpljenje zelo, nihče ni vedel zanj, zelo je bilo nevidno. Ima sicer pogovor z svojo prijateljico oziroma služkinjo o temu, kako ženske doživljajo to in skozi kaj morajo jeti. In potem se tudi osvobodi tega in ima torej svoj srečen konec nekako. Ja, na koncu v bistvu ona reče, to smo se že pogovarjali, to samo da je mrtev, v smislu pač on je za njo mrtev in tako nekako ona se torej tudi spopade, nekako se osvobodi te odvisnosti od Preliha, torej v bistvu ta njena odvisnost bolj mentalna kot pa fizična, pač v bistvu jo pa veže nazaj na ta traumatični dogodek. Mogoče, Luka, če sedaj tebe vprašam,
podobno osvobajanje ženskega lika spoznamo tudi pri Nori. Sicer tam gre za dejansko osvobajanje žene od moža, torej Nora je z Torvaldom poročena. Pa mogoče, če ti predstaviš čisto na kratko še Norino zgodbo in torej nekaj si že omenil vmes, na koncu torej njen odhod, ampak kako v bistvu, na kaj je torej vezano njeno osvobajanje? Zdaj, v bistvu zadeva je taka. Nora dobi denar, sicer pač preko ne najbolj legalnih načinov, bomo rekli, ne, ponaredi očetov podpis pač, ampak dobi denar, da lahko reši svojemu možu življenje. In ona je na to skrajno ponosna in ona pričakuje pač in sploh od tega Torvalda, ne, in ona Torvaldu tega niti ne pove. In to bi imenil zaradi tega, ker se mi zdi, da je pomembno, zaradi tega, ker ona špara zato, ker bo starejša in manj fizično privlačna, ko mogoče pač Torvaldu ne bo več tako všeč, ne, ker tak je Torvaldov pogled na ženske, da mu bo takrat to razkril. No, in skratka, ona gre potem čez ta problem, vmes se pojavi tisti, ki je posodil denar in ji grozi, da bo vse isto v Torvaldu, ker je Torvald zdaj direktor banke in bo tale, ki je posodil denar, Krogstad, da bo izgubil službo in potem izsiljuje Noro, tako se naprej. In potem pridemo do tega, da v bistvu se vse zve, v pismu, ki ga je Krogstad pustil Torvaldu. In Torvaldova prva reakcija je jaz. Ne midva, ne ti, ampak jaz. Kako bo to zdaj na mene izgledalo, kaj bo drugo o meni rekla, tako naprej. Niti se ne briga za njo, ne? In potem takoj, ko vidi, da je Krogstad odpustil ta dolg, mu je totalno vse, ne? On reče, ok, super, vse je v redu, bo tako, kot je bilo prej. Tekom dogajanja pa Nora spozna, da v bistvu ta Torvald, ki ne bi bil njen mož že 8 let, ne? Tako na moj en kekec pač. In je videti, da takšen odnos, kot ga imata ona dva, je v bistvu sicer zelo podoben odnosu, ki ga je imela Nora s svojim očetom, kar je še en tak malo povezava. In se odloči, da to ni to, ne? Da ona tega v bistvu noče, da ona nima želje živeti z nekom, s katerim se ne more resno pogovarjati o kakšnih zadevah, in pač popakira in gre, in to je to. Tako je. In torej, ko spakira in gre, pri tem doma pusti tudi svoje otroke, torej imata skupaj s Torvaldom imata 3 otroke. Ja, to je mogoče pomemben faktor, ja. To bi bilo vredno omeniti. In moje naslednje vprašanje sedaj, mogoče malo, če ostanemo pri Nori, no, oziroma pri tej hiši lutk. Moje naslednje vprašanje bi bilo, da zdaj malo imamo različne vidike, o tem smo se sicer v okrogli mizi o hiši lutk že pogovarjali, pa mogoče sedaj ponovno odprem to temo, ker se mi zdi tudi za primerjavo pomembna. Kako bi vi ocenili njeno dejanje, da kot mama, torej kot ženska, v takratnem času v bistvu, pa tudi danes, no, nekako z spolom ženska pride ta vloga matere. Kako bi vi ocenili to, da je v bistvu ni vzela otrok s sabo, jih je pustila doma in se torej odpravila na to svojo pot iskanja oziroma to, da bo sama sebe porihtala, tako kot si rekel na začetku, Luka. Kako vi to ocenjujete, no? Luka, kaj ti meniš? Kakšen korak je bil to? Zdaj, ta njeno dejanje, da zapusti otroke, v bistvu niti ni bilo tako na mestu. Mislim, ni se na mestu odločila, hočem reči. Je bilo premišljena zadeva. Namreč za Noro je že v času otroštva skrbela varuška. In Nora ima pogovor s to varuško glede tega, kako je bilo to, da je mogla ona svoje otroke pustiti in tako naprej. In varuška reče, se sploh ni tako slabo, v bistvu se me je spomnila 2-krat, ki je šla k Birmi, pa ki se je poročila ali nekaj takega reče. In mislim, da je to moment, v katerem ona vidi, da ni tako nemogoče pustiti otroke, da je, mislim, če se hoče, se da, no. Mislim pa, da je ona videla, da so otroci pač finančno preskrbljeni, imajo varuško, ki skrbi za njih. Ona se ni počutila dovolj sposobna, da bi pač jih vzgajala. Tudi to jo moti, da je pač naredila moralno vprašljivo dejanje. In jaz mislim, da čisto racionalno gledano, če pustimo čustva materinstva in tako naprej, mislim, da niti ni bila tako šloha odločitev.
če je imela namen se vrniti potem, ko se pošlihta, to bi rad dodal. Če je imela namen sam iti in nikoli več, potem bi bilo malo še zadebatirati. No? No, zagotovo. Kaj pa vem, no, meni pa se zdi zanimivo tudi razmišljati o tem, kaj pa če se ne vrne, ne? Kako pa se potem, kako je pa potem dojemali v bistvu vlogo mater, predvsem, ker si izpostavil prej, to je tudi družbeno okolje v tistem času. Kaj pa, če se pač mama odloči, da otroci so denarno priskrbljeni, imeli bodo verjetno varuško, nekoga, torej, ki bo tudi nekako skrbel za njihov razvoj, da oni zrastejo, za vzgojo, da bodo pač zrasli v, ne vem, može in dekleta takšne, kot morajo. Pač, zakaj bi se jaz vrnila, če pa ni to nek prostor zame, ali pa jaz se ne počutim tukaj kot najboljša verzija sebe, kar bi lahko bila, ali pa kjer bi jaz bila spoštovana, kot bi lahko bila. Lara, kaj ti meniš o tem? Kaj, če se Nora nikoli ne vrne? Jaz mislim, da je najprej težko, da jo obsojamo, če nismo nikoli bili v takšni situaciji, ker to ni lahka situacija in si je težko predstavljati. Ampak tudi, če se ne vrne, po mojem mnenju ima še vedno dober razlog, iskreno. Mogoče se zdaj to sliša malo sporno, ampak vse, kot si pač povedala, mogoče razmišlja, da tudi če se ne vrne, jim je tam bolje. Imajo neko okolje, v katerem so že do takrat odraščali, za njih se ne spremeni tako veliko, tudi če je že varuška slučajno prej pomagala vzgajati, tako da so tudi glede na njihovo prihodnost bolje finančno preskrbljeni, tako da tudi če se ne vrne, jim je mogoče pač vseeno bolje, ampak najverjetneje tega ni naredila vseeno tudi ne s toliko lahkim srcem, glede na to, da ste imeli tudi, da je bila premišljena odločitev. Tako da tudi tega, da se ne vrne, najverjetneje ne bi tako lahko preprosto sprejela. Ampak bi pa imela dober razlog. Eno pripombo še zraven, da skokrat je odnos med Noro in med Torvaldom tak precej nekonkreten, bomo rekli, ne? Nora misli, da ima ona zelo podoben stil, ona reče, da se je Torvald igral z njo, tako kot se je njen oče, ona se pa s svojimi otroki enako pač samo igra in v bistvu nima nekih konkretnih odnosov. In jaz mislim, da je ona šla za to, da bi lahko imela konkretne odnose s svojimi otroki. Mislim, da je ni vseeno in mislim, da je potem pač to implicira tudi enkrat neko vrnitev nazaj, no. Je pa res, da v bistvu ne vemo niti, kako se Nora znajde v tem novem svetu, ker niti ni tako nemogoče, da pač sama ženska v takratni družbi niti ne dobi službe in pač veselo umre pod mostom, no. Pač ni nemogoče, hočem reči, ne. Po nekih možnih koncih, ki sploh niso konci, zato ker konec drame je, ko ona gre, ne. V bistvu sem jaz s tem vprašanjem želela nekako samo razviti debato v smislu, na kakšen način ona vidi to svojo osvoboditev od moža, torej v smislu, verjetno, če se kdaj vrne, tudi za vlogo torej matere svojim otrokom, se torej vrne nazaj v njegov svet, oziroma v fizično bližino njega, ne, kar bi potem verjetno za njo, ki je torej odšla ravno s tem razlogom, tudi pomenilo nekaj, kar pomeni, da ona, tako kot si rekel, torej ni bilo lahko preživeti ženski sami v tisti družbi, verjetno, če ji je to uspelo, oziroma kako ji je to uspelo, pač verjetno se je morala res dobro, bi jaz rekla, sestaviti, oziroma skup spraviti, bi rekli po domače, ne? Da pač se potem lahko vrne v bližino svojega torej moža in tam tudi obstane takšna, kot potem je, z novo osebnostjo. In točno to se mi zdi pomembno torej pri teh obeh dramah, torej spoznamo neko potek osvoboditve in pa dva ženska lika, torej, ki sta ubrala, bi se rekla, dokaj različna načina. Torej pri Hani spoznamo bolj to mentalno osvoboditev, v smislu, da je ona
dejansko naredila konec temu, da jo bo dogodek iz preteklosti nekako zaustavljal. Pri Nori pa spoznamo v bistvu motiv, ko ona fizično se odstrani iz situacije ali pa iz družbene, življenjske, ne vem, partnerske situacije, kjer pač ona ni v položaju, v kakršnem bi rada bila. Bi jaz rekla nekako drugačen motiv, pa potem spoznamo pri Sofoklejevi Antigoni in pa pri Smoletovi Antigoni, kjer pa v bistvu, bom kar tebe, Lara, najprej povabila k besedi, spoznamo, torej pri Sofoklejevi Antigoni spoznamo Antigono, ki se bori za kaj? Se bori za nek višji cilj, torej da bi pokopala Polinejka, ampak to tudi hkrati ne pomeni nek mir in nasplošno neko višje dobro. Ja, tukaj se mi zdi ekstremno pomembno, da poudarimo torej spor. Mi spoznamo spor med Antigono in Kreonom, ampak to je v bistvu prenesen spor, bi jaz rekla, temeljni spor je torej med neko državno oblastjo, torej Kreonom, nekimi pravicami na fizičnem svetu, torej na zemlji, in pa na drugi strani med nekimi božjimi pravicami, ne vem, tem, da mora biti vsak spokojno pokopan, da ima vsak pravico do tega, torej, da je pokopan, da lahko stopi potem na ono stranstvo, kakorkoli, in torej zato se bori Antigona. Luka, prej pa si omenil, da torej v Smoletovi Antigoni pa spoznamo popolnoma različne vloge, pa nam mogoče še enkrat povej, torej, kakšnemu sporu smo pa priča v Smoletovi Antigoni, ker sicer se idejno približa Sofoklejevemu, ampak se mu hkrati tudi nekako odmakne. Ja, torej pri Smoletovi Antigoni gre v bistvu bolj za spor med, kako bomo temu rekli, izobraženim prebivalstvom in oblastjo, ki mogoče zatira ljudi, ki malo po svoje razmišljajo, oziroma pač razmišljajo malo širše. In tudi, kaj naj bi potem tak človek delal v taki državi, kaj on išče. To se meni zdi, da smo povedali, no? Res je, pa mogoče bi tukaj izpostavila še to, da torej Smoletova Antigona je malce drugačna od ostalih treh dram, to pa zaradi tega, ker se naša glavna ženska junakinja sploh ne pojavi v sami drami oziroma na odru. Torej v bistvu, kaj se torej zgodi? Mi torej spoznamo ženski lik, ki ravna drugače, kot si sedaj povedal, torej ravna po svoje, ravna izven smernic zastavljenih torej od vladarja, torej od Kreona. Ponovno imamo tukaj spor med Kreonom in Antigono, samo pač za ideološko drugačne stvari gre, oziroma pač ona ravna bolj kot ne po svojih željah, po svoji neki interni motivaciji in ne toliko po božjih pravilih. In torej v bistvu mi spoznamo neko njeno pot utiranja, pot spoznavanja, pot, jaz rekla, ona se bori, torej njeno borbo, ampak mi nje sploh, mi to zvemo skozi, ne vem, oči ostalih oziroma besede ostalih, mi nje na odru sploh ne zaznamo. Luka, zakaj misliš, da je tako? Zakaj misliš, da je avtor izbral to? Da se niti ne pojavi. Ja. Jaz mislim, da ena opcija bi bila mogoče, da glede na to, da greš toliko proti državi in da take države niso najbolj prijazne do ljudi, ki pač kršijo njihove zakone, zna biti, da mogoče gre samo pač za to, da pokaže, da včasih je treba kakšne stvari tudi tako malo skrit pa potihem narediti, no? Ja, jaz bi se s to razlago tudi najbolj strinjala. Res, zato ker se mi zdi, da nekako je želel avtor tudi to predstaviti, saj tudi v okrogli mizi o Smoletovi Antigoni smo si pogovarjali predvsem o tem, odraz česa, odraz kakšnega časa je torej ta drama. Pa bi sedaj mogoče malo spregovorili še o tematiki ljubezni.
Torej vseh 4 dramah smo nekako priča parom. Torej, bodi si je to Antigona in Haimon, torej v 2 dramah. Spoznamo torej tudi Noro in torej njenega moža. In pa tudi v bistvu v dogodku v mestu Gogi spoznamo nekako Hano in tega njenega pesnika, neosvojeno ljubezen, kakorkoli v smislu pač je nekaj romantike, ki sicer nekako ne pride do izraza, bi jaz rekla, oziroma je bolj kot ne pozabljena. Pa bi mogoče, Hana, ti komentirala, kako torej je ta zveza ali pa ne zveza, v bistvu tukaj ni zveze, kako je ta odnos med njima predstavljen torej v dogodku v mestu Gogi. Kakor sem jaz zajemala dramo, se mi je zdelo, da Hana tega svojega oboževalca sploh ne zaznava oziroma nima v njenem življenju kakšne velike vloge, medtem ko ona ima v njegovem ogromno, ji piše pesmi, ji piše pisma, ji namenja svojo umetnost. In edinkrat, ko mu nameni neko pozornost, je takrat, ko ga fizično potrebuje, ker tega sama kot ženska ne more narediti, torej se znebiti nekega trupla. In njegov odziv na to je sicer, da naredi, ker ga torej zaslepljen je od te ljubezni, ampak potem, ko se vse to zgodi, pa hoče narediti samomor zaradi svojih dejanj. Ja, tako da jaz lahko rečemo, da je neka ljubezen, ampak je zelo enostranska in nima za zgodbo nobenega večjega pomena, tudi če ne bi bilo. Okay. Potem pa Luka, sicer sva nekaj o Nori in njenem možu danes že govorila, pa mogoče, če probaš nekako primerjati s tem, kar je zdaj Hana povedala o dogodku v mestu Gogi, če se ti mogoče zdi, da v njunem, torej v odnosu Nore in torej Nore do Torvalda oziroma do njenega moža, če torej vidiš kakšne podobnosti ali pa razlike torej med odnosom Hane in torej tega njenega neosvojnega. Preden nadaljujemo s tem, še en večken komentar. Glede onega samomora, Klikota. Spomnim, koliko sem jaz razumel, smo mi to razlagali v smislu, da je imel on, to sam čisto na hitro, da je imel on to idealno podobo Hane v svoji glavi in potem, ko se mu je ona ponudila v zameno pač za neko banalno uslugo, se mi zdi pač, da je ta čistost Hane je pač počela in je to razlog za njegov samomor. Niti se mi ne zdi, da se sekira zaradi svojih dejanj, to, da je pomagal truplo nesti, da po mojem niti ne moti toliko, kot ga je zmotil to, koliko enostavno je pač prišel do Hane. Zdi se mi, da je prišel na napačen način, on ni hotel tega, on je hotel bolj romantične ljubezen, ne tudi fizične ljubezni, ampak okej. Razlike, ja. Nora v bistvu reče, da Torvalda nikoli niti ni ljubila na koncu, tako da to se mi zdi, da to je kar en tak pokazatelj, mogoče ne glih najboljšega odnosa. Bi bilo za debatirati, da je Torvald tudi Noro ljubil, sicer je skrbel za njo, je dajal stvari, je pomagal in tako naprej. Ampak jaz mislim, da je Nora vsaj na neki točki imela rada Torvalda, ker se je izpostavila nekim moralno sprevrženim dejanjem zaradi tega, da bi mu rešilo življenje. In je bila pripravljena in je delala v bistvu kar nekaj časa zaradi tega, da bi to pač odslužila po normalni poti. Torvald pa mislim, da jo je imel bolj za okras, bomo rekli. V bistvu dobesedno jo je imel za okras na plesu, imel je, da se je malo pokazal, da so bili ostali moški malo zavistni in potem sta šla domov. Tako da ja, lahko rečem, ja, nekaj podobnosti bi se najdel tukaj v mestu Siharja. Jaz bi rekla, da predvsem to, kot si čisto prva stvar si rekel, da nekako Nora vmes reče, da njega prav zares ni imela rada. Nekako tukaj potegnem največjo vzporednico
Pa tudi to, no, da ima ta moška sicer oba zelo velike razlike med tem, kakšno ljubezen si želita ali pa kaj bi ljubezen naj predstavljala. Torej, Torvald bolj kot nek okras, neke materialne stvari, njeno so pa všeč mi je bilo, kako je izgledal v družbi, ker je pač imel ženo. Torej ta naš pesnik v dogodku v mestu Gogi nekako je Hano videl, res je želel nek poglobljen odnos, ki bi bil romantičen v smislu pač po zgledu nekih večjih ljubezenskih zgodb, ampak vseeno pa lahko vidimo, torej, da sta si oba nekako predstavljala ljubezen drugače, kot bi si jo verjetno mi, ali pa kot bi mi rekli, da je nek zdrav odnos med torej dvema osebama. Lara, pa mogoče, če nam pa ti predstaviš odnos Hajmona in Antigone v Sofoklejevi Antigoni, pa da potem malo spregovorimo še, kako je ta odnos, torej smo Lenato prezrcali v njegove. Torej, ona dva pa imata po drugi strani malo bolj, če lahko tako rečem, srečen odnos. Sicer se ne konča srečno, glede na to, da oba umreta, ampak okej, no pač, dokler sta skupaj, je bolj srečno. Hajmon jo podpira, jo ljubi, stoji ob strani. Prav tako veliko izvemo tudi iz menjenih besed, ki pač pove, da bo bilo takšnega para, če se ne motim, nekaj takšnega. Tako da ja, pač vsi vidijo, da je ljubezen med njima, vsi vidijo, da je resnična in imata pravzaprav lep odnos. Res je. Meni se zdi, da Sofoklejeva Antigona je edina izmed teh dram, ki nam predstavi nek čisti odnos med Hajmonom in Antigono. Tudi nekako spoznamo Hajmona v luči, torej moškega v luči, da podpira nekako dejanja ženske. Kar je meni predvsem zanimivo, je to, da je to najstarejša drama in vidimo takšen motiv. In pa tudi to, da v bistvu on je za njenimi dejanji stal. Ne, on je v bistvu za njo nekako stal, jo je podpiral, mogoče ne vedno tako kot res zelo glasno in jasno, ampak jo pa je. Na koncu pač že vidimo, v bistvu on gre za njo smrt, ali kako bi rekla, mislim, on gre dobesedno za njo, po njej v smrt. Pa mogoče Luka, torej, če nam potem ti predstaviš nekako to, jaz rekla nekako zrcaljeno verzijo Smoletove Antigone? Ja, precej zrcaljeno. Hajmon v Smoletovi Antigoni je ona, da sta par sicer, ne? Ampak Hajmon piše v knjigi, da v bistvu se ukvarja s tem, katero punco bi imel zjutraj v postelji, pa kako bo njegove hlače ali plašč izgledala, nekaj takega. Skratka, prokrojačev tip, tipa punce in krojača, ne? Medtem ko pač ne bi bil v nekem odnosu z Antigono, se pravi kontra, direktno nasprotje Sofoklejevi Antigoni, kjer je Hajmon pač nek zvest partner, ki podpira svojo partnerko. V Smoletovi Antigoni je jo pač ne in ima vmes druge zadeve za početi očitno. Mogoče bi jaz tukaj lahko potegnila tudi nekaj vzporednic z Norinim partnerjem, z Torvaldom, ja. Se mi nekako zdi, da sicer seveda motiv tema nekako ni enaka, ampak vseeno vidim v bistvu tudi, kot si samo menil, torej Hajmon v Smoletovi Antigoni mu je mar, kako bo izgledal, kakšne hlače bo imel. Nekako tukaj vidim tudi nekakšno primerjavo, torej s Torvaldom, ki se je, ukvarjal s tem, kako bo on v družbi viden, kako ga bodo, razumeli, ko ima ženo, pa da bo to nekako zelo dobro izgledalo, nekako izgled v družbi se mi tukaj zdi pomemben. In moje sklepno vprašanje ali pa sklepna misel, o kateri bi danes še spregovorili, je torej početje, ki so ga te naše glavne akterke delale, torej v širši družbi. Zakaj je posamečno dejanje, torej in Antigone, in Hane, in
Antigone in torej Nore. Zakaj je pomembno to, ko smo na začetku začeli, torej za širšo družbeno vprašanje ženske v svetu moških. Pa da zdaj malo obrnemo vrstni red, bi Luka najprej začela z Smoletovo Antigono. Kaj praviš? Ja, smo rekli širše vprašanje družbe, ne? Tako je. To smo že omenili, kaj je šlo s izobražencev v državi, kaj ne bi oni počeli. Ravno ponavljamo. No, ja, tako se ponavljamo. Torej, izobraženci v državi, ki jim omejuje možnosti za razmišljanje, kako naj se taki obnašajo, da je treba te zadeve mogoče opraviti malo na skrit način, ne toliko javno. Ja, tako. In meni osebno tudi zelo pomembno, da je torej v to vlogo izmed vseh vlog postavil torej žensko. Ne samo, da gre izobražen posameznik proti torej načelom neke države ali pa nekega posameznika, ta posameznik je v Smoletovi Antigoni, torej ženskega spola. Pa Lara, da skočiva k tebi. Vse pravim, ponavljamo, zakaj je torej to, kar je Antigona naredila, pomembnejše za nek širši družbeni okvir in ne samo za torej, Sofoklejevo Antigono. Ja, zato ker je pokazala neko pot oblasti, torej se ni držala Kranovega ukaza, za neko, bomo rekli, moralno dobro in širše dobro in se je držala tega, kar je sama vedela, da je prav. In takrat pač tistih časih, ko je bila Antigona napisana, seveda to so bili stari grški časi in takrat je bila oblast večinoma bolj v rokah peščice ali pa enega človeka in to, da je pač ona sama pokazala upor, ko niti ženske niso imele pravic ravno veliko, sicer odvisno od podis, ampak v vsakem primeru ne tako zelo, še dodatno daje neko noto. Jaz bi tukaj pomenila še mogoče to, kako je sam Kreon torej bil kritičen do žensk, oziroma kako v sami drami večkrat izpostavi po njegovo, kakšen položaj imajo ženske kot prvo. In pa kot drugo bi tukaj rekla, da je zelo pomembno tudi to, da v torej Sofoklejevi Antigoni spoznamo še pa vlogo Ismene, o kateri torej danes nismo kaj veliko govorili. In torej Ismena je predstavljena kot neka idealna ženska, torej takšna, kot bi ona morala biti, torej v Sofoklejevi Antigoni. In tukaj potem nekako nam že avtor sam da torej primer ženske, torej kot bi po takratnem moškem mnenju moral biti, ker se vemo, da moški so bili tisti, ki so imeli preko javno življenje, in pa potem torej primer Antigone, ki se torej, kot si Lara omenila, bori za neko višjo pravico, za neke moralne stvari in v bistvu nekako gre proti oblasti in oblast v tem smislu torej moška oseba. Hana, pa mogoče, če mi dve še čisto na kratko torej enkrat poveva, zakaj je bila ta osvoboditev Hane pomembna torej za neko širšo družbeno okolje? Mislim, prvič se, vsaj kakor jaz poznam literaturo, vsaj v slovenskem prostoru spregovorili torej o tej spolni zlorabi, ki se dogaja dekletom, in tudi v tistem pogovoru med Terezo in Hano, ki si kar noče tudi ženska priznati, da se to dogaja in da se je to izpostavilo na tak način v taki drami, ki se je tudi potem prevedla v igro, na odre, je nekaj drugačnega in tudi daje možnost za nove razprave v družbi. Ja, mogoče bi tukaj jaz omenila še to, v bistvu, da kot si rekla, nekako v literaturi torej spoznamo motiv torej spolnega nasilja oziroma nekega dogodka, in pa tudi prvič
se jasno in glasno ženska o tem torej spregovori, si to prizna in potem torej dejansko dela na tem, da bi to predelala in nekako se osvobodi teh misli. Kar jaz mislim, da je za položaj v literaturi, v drami zelo pomembno in je zelo pomembno tudi za ženske, tiste, ki so dramo ne samo prebirale, ampak tudi gledale. Še posebej za tiste, ki so se v Haninem liku prepoznale in znašle. In pa Luka, da bi ob koncu spregovoriti še o torej Nori. Jaz mislim, da je sama tema emancipacije žensk od moških likov bila danes že večkrat spregovorjena, ampak jaz mislim, da se nikoli o tej temi preveč ne govori, tako da dajva še kakšno. Ja, zdaj čisto na hiter. Kakor si jaz to predstavljam, zadeva je napisana v knjigi, prebere to ena gospa, tukaj si ti rekla, se prepozna v tej in reče, hej, kaj pa če bi jaz mogoče na isti štovskaj probala, in pride to iz neke literature v neko realno dogajanje, ki spreminja družbo kot tako in je cilj dosežen. Tako da mislim, da je predvsem to, da se spremeni malo pogled na ženske in da se pokaže ženskam, da v bistvu imajo to opcijo, kljub temu, da tekom drame je prikazano, da v bistvu v primeru ločitve ga ženska bolj nasrka, zakonsko, še zmeraj imajo to opcijo pač samo iti. Res je. Pa bi za na konec morda podala še nekaj sklepnih misli ali pa nekih smernic. Jaz mislim, da smo mi danes spregovorili o nekih skupnih točkah in pa tudi točkah razhajanja vseh 4 maturitetnih dram. Predvsem bi torej rada izpostavila točno to, kar je zdaj Luka rekel, torej, da mi spoznamo 4 zgodbe, ki so si morda na prvi pogled dokaj različne, ampak potem v bistvu ugotovimo, da v čisto vseh 4 zgodbah oziroma dramah mi spoznamo 4 dekleta, 4 ženske, ki so na nek svoj način našle svoj smisel življenja ali pa so svoj smisel življenja enostavno živele in ga upale doseči. In bodi si je to Antigona, ki se je borila za pravico torej pokopa svojega brata v obeh primerih, bodi si je to Hana, ki se je osvobajala preteklih travm, bodi si je to Nora, ki je nekako emancipirala sama sebe in se je rešila toksičnega moža oziroma nekega odnosa, ki jo je zaviral. V vseh 4 spoznamo motive teme, ki so blizu, in spoznamo tisto neko glavno rdečo nit, torej ženska v prostoru moških. Izpostavili smo torej družinske vezi, neke ljubezenske odnose v vseh 4 dramah, izpostavili smo torej za čisto vsako osebo, kako je torej njena pot skozi samo dramo potekala in hkrati spregovorili tudi o nekaj razhajanjih med vsemi 4 maturitetnimi deli. Za na konec bi morda dodala še to, kar se z Petriso zmeraj znova ponavljava. Dajte prebrati drame, dajte jih dobro prebrati, ne samo preleteti. Dajte si na to pogledati mogoče tiste skupne stvari in pa točke razhajanja in jaz mislim, da bo maturitetna pot in pa maturitetni čas res bolje stekel. Tako, super. Lučka, nimam dobesedno nič za dodati, vse, kar lahko rečem, je vso srečo na maturi, imate to, držimo pesti in navijamo za vas in hvala, ker ste si vzeli čas in hvala vsem vam, da ste sodelovali na okrogli mizi, vam pa ponovno vso srečo, imate to. Adijo.